Moje ime je Marija Pivik, pisala sem se na Novak, rojena Ilični vrh, Hore nad Idrijo. Naša fara je bila Hore, moj oče je bil krojač, fotografiral. Smo imeli nekaj zemlje in je bilo 11 otrok pri hiši, 7 deklet in 4 fantje. In ko smo lepo živeli pred vojsko, mi smo bili pod Italijo 25 let, ne. In smo bili blizu granice in smo hodili v Jugoslavijo po Moko in Živeš, tako da je bilo tam dosti cenejši in smo kar lepo živeli. Oče je imel nek 5 učencev in je bil zelo podjeten, čeprav moja mama umrla, ki je bil star 3 leta, tako da je on ni poznal. Pozneje v življenju si je sploh napravil svojo elektriko. Smo imeli hiše imeli pod hribom. Na hribu je pa narekel na windmill, kako rečete? Mlin na veter. Mlin na veter, pa je imel dinamo, da je akumulator napolnil, zvečer je pa imel luč, ne. Potem pa, ko je prišla kakšna nevihta, je pa vse to podrlo. Je rekel, ne bo nič s tem, je pa 500 metrov pod hiše smo imeli vodo, rezervoar. Je on naredil rezervoar, pa še en drug iz Godoviča se je imenoval Plešnar. In čez dan se je voda nategala v tisti rezervoar, zvečer je pa doma odprl, da je voda pretekla dol dinamo, jer je imel elektriko. Po vojski, ko so pa del elektrika po naših hribih, mu je pa jeden dinamo ukradil. Ukradil je isti človek dinama, kot je mojega brata umoril na Lajšek, nad Cerkno. Gospa, kakšne imate vi spomine na čas med vojnama, na obdobje Italije, fašizma in tako naprej? Prvi Italijo za nas ni bilo hudo. To je bil krojač zmerom, ki je šival njimi. Starejša sestra je bila stara 16 let, so vojaki nosili pratne in so je nekaj tudi plačali. Prinesel pohom pašte. Kar se jaz spomnim, za nas, Italijani, kjer smo jaz doma, niso bili. V šolo ste hodila pod Italijo že? Moja sestra je hodila v šolo pod Italijo 8 let. Jaz sem pa mlajši, tako da je Italija razpadla prej, kad sem jaz šla v šolo. Kako se spominjate časa med vojno? Časi med vojno so bili pa zelo, zelo težki. Lahko začnem od mojega brata, ko se je začel komunizem razpasati po Sloveniji. Vsi so mislili, da tu se borijo za osvoboditev Slovenije. Ko so pa ljudje zapazili, da je to gre proti komunizmu, so nekateri odstopili in tisti so bili njihovi sovražniki. In moj brat je bil, ko sem partizani hodili krast po kmetih, so prosili Italijane, da bi jih zavarovali, da ne pridejo varovati. So rekli, ne, varovali ne bomo, orožje pa vam damo. Potem so se pa ti kmetje skupaj izbrali, da so poskusili prenajdeti, kje bo da napadli, kjer vas, da je vojo partizani okradli. In so se kmetje skupaj izbrali in so začeli in so se imenovali domobranci. Tudi vaš brat je bil tam? Moj brat je bil pri njih, je šel v Hmaš, v petek, se reče Zoratec, in so domobranci takrat cerkev obkolili in so vse te mlade fante pobrali. In je bil on šele 16 let star, pa se tako dobro spomnim, ko so prišla 2 domobranca s puški, v hišo pa so rekli, jaz vam fanta vzeli, je rekel, kaj boste z njim, ko je star fant 16 let. So rekli, za orožje nositi pa že dobro. In kje je bil pa na postojanki on? On je bil na postojanki, pri našem sosedu se je reklo na Mrlišeh. Pisali so se Kohovšek. To je bil Jelični vrh, ne? No, so bili pa že pod Zavratec.
tam, ko se je Lihovni meja, je Medvedov vrt, Zoratec. In moj brat je bil na postajanki gor, se tako še dobro spomnim, je prišel zelenka od res, jaz sem kot otrok pobrala od spod, bim hiše šel na postajanka, tisti večer so šli v Zoratec, stražiti vašt, kjer so zvedeli, da je partizani in pridete krasne, so bili trije. In je bilo ktoro mesto, Megleno, dva sta se umaknila, ko so šli, da je partizani gor po cesti, je bilo tako med gradnom noter. Moj brat, ki je slišal šunder, je mislil, da sta te dva, dom branca, ki je še z njimi, je prišel po partizanom v roke. In od takrat sem to vem, da so ga pripeljali na gore, so imel na horah zaklenjenega. Brata vašega. Brata našega, pri Birtu. In so ga, pa je po vseh 4 gore, so ga klicali ta bela svilja, pa domače povedano. 16 let starega. 16 let starega. In od takrat njega ni bilo več nazaj, leta in leta po vojski. Videli smo, da je šel, da je bil v Cerknem, da je nekje v Lajšah, da je v tistem kraju on zgubil življenje, jer je moj ata po osvoboditvi. Skoli jaz sem mama dala kakšen kos kruha, kakšna kolbasa, če je imela, in je šel po tistih hribih, se je zanimal, da bi zvedel, kje je, če kdo kaj ve. Mrzdo je vedel, pa nisem imel govoriti. Oče ga je iskal po vojni. Po vojni. Pa so kmetje vedeli, nekateri, kje je, ampak so se bali povedati, ker če si kaj govoril, čez noč tebe ni bilo več. To je bilo... In kaj je potem oče izvedel o svojem sinu? O svojem sinu on ni izvedel veliko, zgodba je pa bila, da sem jaz po vojski, ker sem že tukaj v Ameriki bila 40 let sanjala od njega. Od vašem bratu? Od mojemu bratu. Pa sem rekla mojemu možu, zakaj je se nam od Ivana že toliko let, da je prišel iz Rusije domov, da je bil ves izčrpan, pa se mi čudno vzelo, zakaj se to po toliko letih, da jaz še zmeraj sanjam od njega. Ker sem imel prvič maša na Lajšah, smo šli mi, moje sestre, bratje, smo našli sveče, rože in smo šli k maš in je bil iz Kopra, Škof, Pirih in smo šli do tistega brezna. Jaz sem moral vrgla tiste rože v tisti brezen in sveče smo dali okrog, ne, in od takrat jaz nisem se nalo nič več po mojemu bratu. Gospa, kdo je vam povedal, da vaš brat je verjetno na Lajšah? Ker vemo, je bila pa sosedova, po domače povedano Franca, zaprta tudi z mojim bratom in je tam ona videla, njo so spustili potem. Pa je bila Kristina, ona se je pisala, ne vem kako se pisala, mislim, so rekli v Zali, na hribu tam. Je bila tudi zaprta zaradi tega, ker je ko so se borili po tistih hribih, in so enega partizana, partizana pustili tam, in so ga pa potem mož, tak med ni videl, kaj nareči njim, par dni ga je imel v štali, je spal v slami, potem ga je dal pa na mrlišče, ko delo postajanka. In zaradi tega so potem oni pa hčerka vzeli. Hčerka ni prišla, tista ni prišla nazaj. Naša soseda, Franca, se peše Antar, ona je pa prišla nazaj in ona je videla mojega brata tam, da ga gnali ven vse večer pred depali, da je bil ves zmučen, ki je prišel nazaj in večer jih je pa zmanjkalo. Torej, vaš brat je bil zaprt v Cerknem? V Cerknem, pri kmetu. Ata je potem moj oče zvedel, ki je, v kateri hiši, kleti so ga imeli zaprta, par teh ljudi. In zaradi tega, ker je bil moj brat pri domobrancih, so partizani nas sovražili, so prišli na Veliko noči, dokoli Velike noči je bilo,
so se partizani ob tih hribih, da bodo umrli še napadli, tam, kad je bila postajanka, ne. In je bilo jih 300 partizanov, so se klotili po tistih hribih, da bodo umrli še napadli, pa je rekla mama, jaz ne bom kruha pekla, če jaz pečem kruh, bojo vse pobrali. Bomo pa brez kruha en čas. Pa so prišli pa partizani, okrast na Velik petek. Je bilo nas njih 7 otrok v hiš, so pobrali vse, kar smo imeli, sam kruha niso dobili. So pa rekli, ja, ti lažeš, da nimaš kruha. So ga pripeljali v veže. Zvezali roke in en partizan je imel puška v prstih, da ga bo ustrelil in rekel, če ne poveš, ki je kruh, te ustrelimo. Nas je bilo po njih 7 v hiši na peči, pa vsi jokali. Pa ko je videl ata, da bo gotovo konec, ne, je pa rekel, a se te nasmilijo otroci, če se ti jaz ne. Je pa rekel, bom jaz hitro potolažil njih in prišel s puška pred nam. Seveda smo vtihnili, ne. In je bilo na veliko nedelje, je bilo 11 nas pri hiš, smo imeli samo krompir, brez soli, pa eno leseno žlico, da smo malo pojedli. In potem je bilo konc vojne, ne? Pa so pa šli k sosedu. Oni so šli pa k sosedu partizani, ki pa sosed je bil pa komunist. Pa so rekli, da bomo prišli dol, če res nimaš kruha, če bojo rekli, da se lažeš, pridemo nazaj, pobijamo vse, požgemo. In polih, pa ni bilo več. In prej, ko so partizani se klotili po tistih hribih, je pa prišlo njih 17 Nemcev iz Idrije, da so jih pregnali. Ampak naša hiša je bila mehna pod hribom, Mrliška postajanka je bila mehna, višje gor, pa so se po noč dajali čez hišo, ne. Pa je rekel ata, da smo vsi, pred leti, veste, ko so imeli tiste stare kmečke hiše, debel zid, da ni prišla krogla skozi. In takrat so Nemci znali partizane. Po vojski, ko so šli, ko se je to razpadlo enkrat, ko Nemčija je razpadla, in še to je bilo. Ko so prišli Nemci prvič skozi naše hribe, ata je bil v prvi vojski, pa je znal precej dobro nemško, pa je rekel, je prišel Nemcev v hiše, kaj boste naredili? Je rekel, neč, mi hočemo imeti pot do Srbije. In so šli z mirom nazaj, če ste 11 dni ste rekli, pridemo pa nazaj. So prišli nazaj, so pa v Godoviču, veste, kje je Godovič? Par partizanov je bilo v hribih, so začeli streljati dol na tiste tanke, so pa Nemci vse počkali, celo vas. Jaz pa moj brat, dva moja brata, ne vem, kjer dva sta bila, smo bili v hostlu, cel dan, pokriti za nadeko, ki je na zemlju, ki je mehno rosilo, ne. Drugi, moja sestra, pa ata, pa mama, so pa živež nosili iz hiše, ker smo se bali, da bo Nemci počkali, da bomo potem, bomo imeli kaj za jesti čez zimo, ne. Potem pa v njih 7 zvečer pride pa tale sosedova Franca, ki je bila zaprta v Lajšah, da so Nemci šli, da lahko pridemo nazaj v hišo. In ko je bilo vojske konc, noben ni vedel, kaj se hodi. Noben ni vedel, ljudje zmanjkalo so ljudje, je dolgo povozilo, da se moraš prijaviti, vidijo, noben ni prišel nazaj. V Logatec, tako noben ni prišel nazaj. In moj ata je tudi mogel iti noter za 3 mesece. Je bila vojna na križen dan, jaz sem šla razvore od Maše in takrat mislim, da ima to prvič objel, kjer je mislil, da me ne bo več videl. Oni so videli več, kaj se hodi, jaz sem bila otrok, sem stara 8 let. In je bil noter v ulici 3 mesece, pa je bil krojač, je šival.
Je rekel, cel dan so vozili ljudi na s kamioni, otroke, ženske, možje. V njih 5 so jim dali nekaj za jest, kar se je po noči naredilo, je rekel, pa spet stroki, šumo od otrokov. So vse on speljali, noben ne videl, kam so šli. Večinoma so jih peljali v Črni vrh in Brezen, tam jih je bilo veliko pomorjenih, ne. Drug dan pa dal noter. In tako, da moj ata je pa ostal, zaradi tega živ. So bili pri nas enkrat 3 partizani v hiši, v kuhinji. Moj brat pa gre, smo rekli, skedem takrat, pogleda skozi okno pa pravi atu, a veste, ata, zdaj pa vidim ene druge vojake, imajo drugačne kape. Gre ata pogledat, so bili pa Nemci, ne? Da je pa ata rekel, če se dobija noter, tu bo vsega konc, je pa okno odprl kuhinjski, da so šli partizani ven, pa umejo, ne? Pridejo Nemci v hišo, se pregledajo, Nemci so ven, pa je šel skozi po sobah in so šli naprej. Čez eno dobro uro so isti partizani prišli nazaj v hišo, pa so vprašali ata, če so bili partizani tukaj. Ja, je rekel, bili so se skoraj, Nemci tukaj. Je rekel, ja, bili so se skoraj, saj so se skoraj srečali. Ok, je rekel partizan takrat, če bi on, ata rekel, da niso bili, bi rekel, da držimo z Nemcem, bi vse nas pomorili. Kaj je bil v Gorici, po vojski, po partizanah zaprt takrat. Ko je bil vojač, ne? Ko je vojak, je pa to rešilo, ker je on rešil takrat 3 partizane. Zato je on ostal živ. In potem se je vrnil domov? Potem se je vrnil domov in so ga pustili pri miru, ne. Ja, in vi, kako ste pa vi potem naprej? Ja, skromno smo živeli, se veste, kjer so imeli, kjer so bili komunistični bloki, kjer je bilo vse podrto, pa razbito, kjer so bili komunisti, so dobili v trgovini. Če pa nisi bil komunist, pa da ni bilo, mi smo ti zadnji, pa nismo dobili nič, ne. Kakšen spomin imate na šolo v tistem cajtu? Jaz sem na šolo takrat, v naših hribih ni bilo šole med vojsko. Ne, govorim po vojski, takoj po vojski. Takoj po vojski, jaz sem bila stara skoraj že 9 let, ko sem šla v šolo. Prvič šolo. In moja sestra, taka je hodila prej v italijansko šolo, naučila doma toliko, da sem se navadila pisati, abeceda, mehko čitati in tako naprej, da ko sem šla v šolo, se je rekla doleh, sem imeli bil Tone Sadejev, je bil učitelj, da me je dal v 2. razred. In sem tam šola, in takrat, takoj po vojski, je bil eden učitelj doma iz Goric, je bil Jože Gregorič. Takrat smo še zmeraj molili, ne. Potem se pa prepovedal, si pa mogel reči, Tito, Stalin, Belgrad, Moskva. To je bil pozdrav, ko si pol še noter. Je bilo en smešni slučaj, je bil dolsk polje, sem mu rekli, pa je mal pil na kavači in rotu, pa je rekel, ja, jaz moram iti domov, Tito to obejst. Pa sta bila 2, bili smo zraven njih, zraven njega. Je rekel, kaj ti govoriš, pa Tito to boš obejst, saš pa šla z njim v hišo, da vas tam zaslišvala, kaj je, je bila pa slika na mizi, sta pa komunista obejstla ena stena. Ja, je rekel, zdaj si ga pa ti obejstla, ne jaz. To je bilo malo smešnega, ne. In potem ste vi hodili v šolo v Dole, ne? Ja, v šole v Dole. In doma je bilo, ata je bil krojač, noben njemu mogo, da bi on kaj zaslužil, da bi prinesla obleke delati in to. Sem bila stara 10 let, sem šla služit, se je rekel v Žibrše, Prlaver, in sem bila stara 10 let. In sem znala žvina na pašjo ob 6 zjutraj do 11, potem pa nazaj v hlev, ne, do 5 popoldne, pa spet nazaj. Pa se je štel, da jaz bom zapisana takrat, da bo, da
kadar bodo ostali dela na polju, da jih jaz pokličem domov, da pride lahko žena domov dojiti, ne. In sem služila tam 1 leto, pa mi nisem pustila v šolo. Pa so pa zvedeli otroci, da je pastorica pri Lavru, da je napustijo v šolo, bi pa morali kazen plačati, sem je podala v šolo aprila meseca, sem šla na planine. Tudi veste, kje so planine, ne? Sem peč hodila po tih hribih in je bila učiteljica, jaz so bili hudi komunisti, ampak zame je bilo pa strašno dobro, se je pisala Zinka Turk. Pa me je vsak dan po šoli 1 uro učila in rekla, ne zato, ker se ne moreš naučiti, ti si toliko zamudila in neščen, da boš ti 3. razred zdelala. Od marca pa do junija jaz sem delala moja naloga tam, ko sem pasla krave na pasi, jaz sem zdelala 3. razred. In zasnimla. In ko sem tam, ko sem pasla, sem pa zmeram pela. Pa so rekli našemu gospodarju v nedeljo, ko so šli k maši v hotel Rešica, da vaša pastorica ima dober glas, ko tako poje. In ko se danes spominam nazaj, vsaka ražnja, ko igraja pesem Zakrivljena palica v roki, takrat je bil moj najboljši življenje. Kdaj ste šla pa domov, ko ste bila pastorica? Ste šla za praznike domov? Parkrat na let, 3-krat na let. Sej ni bilo tako daleč, že še so bile tako v hribih gor. Ja, se vem, ampak niso pustili domov, kako? Ni bilo časa, ne? Sem šla 3-krat, 4-krat na let, sem šla domov. Kakšno je bilo življenje pastorice? So skrbeli fajn za vas? Ja, to pa drži. Je bilo pošteno? Ja, sem aparatinja, to pa drži. Nismo lačno, so rekli, če si lačno ti kar vzam, če nas ni doma, ali kaj tega, ti pa ni. In potem, kako je bilo naprej vaše življenje? Potem sem šla pa nazaj domov, sem šla nazaj v šolo v Idrijo, dole, je bila pa učiteljica iz Idrije doma, ona je bila pa popolnoma drugačna. Tako da jaz sem 14 let bila stara, ko sem šolo končala in sem delala na kmetih, da smo se preživeli, ne. Sem šla grabiti, skositi, žet, da smo si samo kupili kakšne sandale in da smo se s tem živeli. Skoraj vsi moji brati in sestre, večinoma so tudi veliko služili po kmetih. In mama nam je umrla 54 leta na naglica, je imela zastrupitev krvi. Potem so pa ostali 8, nas doma pa ata. Nobenega zaslužka, lih to, da smo se preživeli dostikrat tudi lačni, ne. Smo težko čakali, da je zrasel regrat ali pa solata, da smo s tem se živeli naprej. 56 leta je prišel moj mož, 55 leta v Slovenijo. In prej, v marca meseca, jaz sem nosila v Malen prav dol, pod rovte noter, v Malen sem nesla šolnica. Mim sem šla pa ene stare hiše, se je rekel pri Kavačku, ne vem, če ste vi slišali. So pa ženske karte šlohale. Pa sem vse rade imela, jaz pa kot otrok, pa sem se ustavila, malo odložila. In tista ženska je meni šlohala in rekla, a veš kaj, ti se boš poporočila v 3 mesecih, pa boš šla daleč po svet. Sem tako dobro zapomnila. Je rekla, boš imela 3 otroke, imamo samo 2, ampak boš šla daleč in to je ono. Pride mož na dopust. On je šel na ladji del 7 let, je šel 3-krat okrog sveta. Pa je prišel v reko in tele Menartovi, če poznate Menartove, veste, kje je Postota? Ja, oče njegovi s Postote doma. Tako. Oče njegov... Je bil rojen že tam, pri Menartovih? Mož je rojen tukaj v Pittsburghu. V Ameriki že? V Ameriki. Ampak je prišel z ladje v reko na Trst, pa za tili sorodniki ga tam šli počakati, da so se spoznali, ne. Pa je pa rekel, da kadar bo imel več časa,
da bo prišel na dopust, on hoče videti, kje so njegovi starši. Oče je bil rojen v Pikacah, potem se je pa ona preženila na Postota. Mama njegova je bila doma pa iz Zaplane. In takrat smo imeli ohcet pri Jakšu, sestankov poročil. Moja sestra Cilka je bila za Kenerca. Smo pa vse skupaj pili zmeraj, kamor smo šli, smo zmeraj pili. Good harmony, you know. In pa je pa rekel tale, žena pa nevesta, da če da bomo pili tisti večer, je pa še mene povabil pa moja sestra Marjanca. Smo se slikali od zunaj pred hišo, je bilo kmečko v ohcet maja mesta, pa pride njegov bratranc, se je pisal Franz Widmer, Rudi, ki je tako štale, ja. On je hotel videti, kakšna je ta prava slovenska ohcet. In ko pride okrog štale, pa mi je padlo v glavo. A je res to resnica, da je mogoče ta, ker sem se jaz nekaj norca delala, a na drugo je šla za mojim fantom, sem rekla, tiha, kar jaz sem pa tistega Amerikanca pograbila, ko je prišel. In tisti večer je bil na ohceti z nami. Zaprosimo je, da padla moja sestra Cilka, ki je bila starejša od mene 5 let, ne? Pa mu je rekel ta posločen Lojza, je rekel, da se moraš paziti, da ona ima že fanta, da ni prav varen. In je začel, je rekel, Marija je fajn punca in to je nono. Ja, smo šli plesati, on je znal plesati po našem, pa so pa imeli poster tanc, you know. Tisti je bilo bridal dance, da so pobrali nekaj denarja za nevesto. Jaz nisem dobila pošter, on je bil že precej dobre volje, sem stala na prmis, me je gledal, pa mi dan poljubček na lico. In mene je bilo toliko sram, da sem rdeče in plava, da sem. In pa je pa rekel, v nedeljo je bilo v Rovtah veselica, da bo prišel on pa njegov bratranc, če gremo v Rovte, pa smo šli na ples, ne. Govoriti skoraj ni znal, par besedi po slovensko. Smo šli nazaj domov, El Koluja je imel podrt. Me je pelil na kolesu, ko so prišli domov, pa je govoril, pa jaz pravzaprav ga nisem razumela. Je že takrat se odločil, da on je poslal domov v Ameriko sestri, da mu ona ne pošlje njeni rojstni list, da se bo poročila. Mene še vprašal ni. Je šel po hatu v hišo, ne? Kadar smo skupaj na polju delali, Silka prijeli krompir, ki je bila maja meseca, on je še po hiše. Hatu je ga 3-krat vprašal, če lahko, da če on mene poročil v Ameriko, da bi šlo v Ameriko. Ja, zame je bilo težko, zato ker ga jaz nisem poznala, stara sem bila 18 let, pojet po svet, ja, to je bilo zame Nikoli niste potovala prej, ne? Veliko presenečenje. Prej niste nikoli potovala? Ne, kje pa. Če sem bila v Ljubljani enkrat, z Logatec. In potem prišel večkrat, ki je šel zraven, jaz sem šla v Iderijo, sem se učila na harmoniji igrati, orgle. Pa je on, njegov bratranc pa Rudi, so šla mimo hiše, so šla v njegovo žlahto v Logatec, ne. Pa sta poročunala, kako boste prišla v hiše, ki je bil ašlo precej strah, ne, da bi, je pa šel, je pa izpustil sapa iz kolesa, pa sta prišla vprašati za pumpa. Pa mene ni bilo doma tizan, sem bila v Idriji, sem šla se učiti na harmoniki, ne orgle, Harjavcu sem hodila. In je takoj začel hoditi več in več, za proizpovirati, meni ni šlo to v glavo, poznala ga nisem, ni lepi pa bil, to podrži, vse še zdaj, kaj ste. Kako ste se pogovarjala? On angleško, vi slovensko, kako ste govorila? Jaz nisem znala angleško popolnoma, neč takrat, kdo je znal angleško? Kako ste govorila? Mehki ni znal slovensko, je tako je. Pa je pa rekel, v ponedeljek je rekel, da gre v Ljubljano,
in da pride nazaj v soboto. Pa me je spraševal, kaj čem, da ena reč mi hoče kupiti, kaj čem mi prinese. Nisem marala nič, kar nisem marala izkoriščevati. Drug dan že pride nazaj. Pa vidim veliko kovertov njihov rok, sem videla, kaj je noter. Zdaj pa nekaj drugega, ne. Je pa dobil dokumente iz Združene države. Pa zvečer so me pa dali ata, sestra, Rudi, kaj boš zdaj naredila? On teče poročiti, da bo šla, on mora iti nazaj čez tretjine, kaj boš zdaj naredila? Ja, jaz nisem vedela nič. Približno bila malo zmešana, drug dan so šla na goreh, Peter Likar je bil za župnika, on je rekel, ja, ta prav zmešan, da bo ta za otroka dal po svet, ne. Mene po vsi kamar, če nisem šla. Če ne greš v Ameriko, se boš kasala, če ne greš, če boš kasala. Ja, tako sem se poročila in sem čakala 9 mesecev za dovoljenje, da sem lahko prišla prej, ker je pa mene poročil, je šel pa v Zagreb na amerikanski konzulat zvedeti, če lahko me dobi sem, ne, če lahko pridem. Se rekli, da ni benega problema, samo da nisi v komunistični partiji, ne. Ja. In tako sem jaz prišla v Ameriko. In kako se vam je zdelo, ko ste potovala po poti in priti v Ameriko? Je bilo težko. Ja, meni je bilo sila dolg čas. Na motorju sem imela strašno hudo. Smo bili v Sloveniji pri njegovi mami 6 tednov. Zdaj pa takoj po vojski tukaj ni noben Slovenec vedel, tisti, ki so ušli in se ostali živi, da je tukaj v Ameriki tudi veliko politike. Oni so bili v prosveti, njihovi starši. So bili v prosveti, ker je bila bolj levičarska organizacija. Ja, in v Hmaš tudi ni šel nobeden nič. Niso hodili. Ja, on je, ker so podali otroke, ko so bili majhni, kot moj mož, ne. In je bil križev dan, je bilo nedelja, to je vse bilo drugače kot doma, ne. Sem poznala ena doma, je bila iz Rod, ki je šla čez po vojski za fantom, je pri nas prespala in moja mačiha in njena mama so bile sestrične. Tako da sem jaz je poznala že poprej. In je pri nas prespala, potem je šla po Vipavo, je prespala pri njegovih starših, pa je šla pa naprej v Gorico. In njo sem poznala tukaj v Clevelandu. In pa je on že prej rekel, ko sem bila še doma, da boš prišla v Ameriko, da gremo v Cleveland, kjer je več Slovencev. In tako da potem sem prišla v Cleveland, je bilo težko. Prosvetni videl, to je bilo kot Ljubljano. Slovenske harmonike, slovenska govorica, slovenske trgovine, to je bilo gostilne, dom. Ste bil v domu slovenskem? Ja. Ja, krasni dom, ne? In on je podobil službo na letališču, na zapadni strani mesta, in je on šel za to bližji delo, ne? In smo se preselili tam in tam pa ni bilo od začetka nobenega Slovenca. Sva že stanovala pri njej ženski Irish, on je šel delat, ona ni znala slovensko, jaz nisem znala angleško. In od nje sem se naučila veliko hitro angleščino zaradi tega, ker nisem mogla govoriti z nobenim Slovencem, ne. Tako sem bila osamljena precej časa. Potem smo pa šla tukaj, je bil slovenski dom na West Side, Denison Avenue, zdaj ga ni več, so ga prodali. Sem imel vinsko trgatu, on je bral v prosveti, da imajo vinsko trgatu, moj sin je bil takrat star 9 mesecev, pa smo šla, je bilo oktobra meseca. In tam so bili pa Slovenci, so bili veliko Žirovcev, pa veliko Galicijanov tudi. In on je mu, ta Žirov je bil Čeh, Jako Jesenko, se je bil pevski zbor Triglav. In on je gledal za pevce, da bo zbor obstal, ne. In so meni začeli, da bi začela hoditi na vaje, ne.
In sem šla, on mu strašno rad petje, da bo šla, grem parakrat. Seveda, oni so bili zvežbani pivci, tam je kar zabobnilo, jaz pa nisem imela pet, pa nisem hotela več jet. Pa mi je on primoral, da moraš iti nazaj. In pa sem pa dobila korajža s tem, ne. Sem začela pri Triglavu, sem pila 15 let. Pa je bil pa ansambl Dan Slogar. On je igral, študiran, je imel music degree, je bil študiran. Pa sem slišala, ko smo imeli koncert, je pa Slag lih prvo ploščo naredil. Jaz slišim tiste plošče po radiju, tiste pesmi, Pod to goro, Grabljice. To mi je kar vse, kako sem grabila seno, kako smo hodili po hribih in to je bilo. Jaz sem hotela pet, sem porašem predsednika, če lahko pojem, kaj je ta ansambl imel igrati za nas po koncertu, ne. Rekel, zakaj ne, pa pokličem Slogarja, je prišel k nam, smo imeli vaje, sem pila Pod to goro, Zeleno, Grabljice, Bele rože iz Aten na koncertu kot solistka. In ko smo imeli glavne vaje, je ta Slogar rekel mojemu možu, je rekel, jaz vam naredil ploščo v jesen in jaz hočem, da bo tvoja žena pela na plošči. In tako sem jaz prišla, da seveda, petje je bilo meni vse, ne. In tako smo prva plošča naredila 75 leta, tako da je že 45 let nazaj. Škoda, ker nimam CD s sabo, ker sem pol dala narediti zdaj, ne, da bi lahko dala za spomin. In potem ste živela vi od glasbe v bistvu? Od glasbe in potem, ko so tile za spodnji strani mesta ljudje, pa SMPJ je tale ženska imela otroke, pa je pa otroke pustila, je imela le kročno delo, ni imela. Pa so mene, da naj bi prevzela ta krožek, ne. Jaz sem rekla, jaz ne znam drugega delati pa pet, drugega pa ne znam. Pa sem dolg časa pa vsem prevzamem, da sem začela učiti te otroke slovensko petje. In ta prvi koncert, ki smo imeli, jih je bilo 18, ta Bob Hopkins, ker je zdaj predsednik Slovenskega doma na Stantlerju, on je bil moj prvi učenec. In smo imeli koncert ta prvi teden v decembru, polovica je bilo narodnih pesmi, polovica je bilo pa božičnih. In takrat, ko sem bila pod umbrella SMPJ, sem ji rekla, da ne smem božične pesmi peti. Tako hudo je bilo? Ja, jaz sem pa rekla, če jaz ne smem to učiti, kar so mene starši učili doma, da ne bom učila. Potem so me popustili, ne, da sem lahko. In s tem sem dobila korajža. Ta prvi koncert, ki je bil, jaz sem se sama naredila, da tukaj ti ljudje niso vedeli, kaj jaz zahtevam, kakšne nočne morajo imeti, kaj ima. Sem šla vse sama blago kupiti, sem še bili, da nekje dobila, da so ti otroci imeli dečve narodne noče, ne iz albumi. Ta prvi koncert, ki je bil naš dom takrat precej tukaj, ki smo mi živeli, West Park Slovenian Home se reče, precej zapuščen. Se rekli, da ne bo noben prišel, če boš tam imela ti koncert. Jaz sem pa rekla, jaz ne bom šla na vzhodni stran mesta, kaj tukaj učim. Jaz bom tukaj imela koncert. So bile pa tele, ki so me noter spravili, da sem prevzela. Je bila Mary Dolšek, Jenny Zeman, so cel avtobus najeli v Juklidu, pa so prišli nam. Je bila dvorana tako polna, da nisem imel dobiti sedeža. Pa sem dobila pa korajžo, ne. Sem poučila 29 let otroke, 86 leta sem jih pelala v Slovenijo. Smo nastopili v Idriji, v Kočevju, v Postojni, na Bledu, Pišece, pod četrtek. In pol še v München, ko smo šli nazaj, in pa v Švici. Pa ne veliko, ampak le par pesmi. Smo bili v eni gostilni, ne, v München. Pa so pa spomnali, da jaz tudi jodlam, so me pa na oder spravili. Ja, smo imeli, res smo imeli dobre čase takrat. Vsi so se mi smijali, pa ploskali. Ampak glasba je tista, ki vas je ja, glasba, dogala po koncu?
Jaz sem lahko pila celo noč, pa sem šla drug dan delati, pa nismo več trudno. Tisto me je mene, in pa sem imela odrasle. Vsako je prišel v dom in hotel piti, da bo pil. Nismo pijeli professional, ampak so harmony, da sem jih spravila skupaj, sem jih imela 36. Pa smo enkrat, spet sem dobila ime, je bilo tukaj, če je vam znano, AMLA, Dobrodelna zveza. Ja. Pa sem vprašala za predsednika, če lahko jaz imam njih ime, da se bomo imenovali AMLA West Park Singers. Je rekel, ja, zakaj da ne? Se nisem bala vprašati, kamor če nešem šla, se nisem bala vprašati. Da sem mislila, ja, če družba mi ne more reči, kad ne. In s tem sem jaz bila predsednica doma, je bil mož predsednica doma, smo delala West Park Slovenia Home 42 let. 80 leta, kaj sem imel priznanja dajal od vseh teh delavcev iz raznih domov, zdaj 2 let ni več. Prej pa vsaka doma smo se zbrali vsak mesec, smo imeli sestanek, da smo o tem, kaj nuca, kaj drug rabi in to naprej. In 80 leta sem dobila priznanje za ženo leta nad 100.000 Slovencev. Imate se. Ja, res. Pa pridno, neverjetno. Kar sem se... Nisem študirana, ampak imamo na reč vse, I daydream a lot. In kaj lahko narediš, ko dosti kratka, ker je rekel, ni mogoče. Ja, če ne poskusiš, kako boš videl, ne? In sem s tem pela po Korotanu, glasbeni matici, 2 plošče sem naredila, potem pa iz Slogarjem, pa West Park Button Box, in tu me je držalo, in kar sem se spomnila, je bila ena druga gospa tam, se je pisala Helen Kankoj. Ona je znala in ona je tukaj rojena, še malo študirana. Kar sem se je spomnila, če sem jo vprašala, da smo naredili kakšno prireditev, da smo fundraising, da smo dobili denar za dom. Ona me je zmeraj podprla in je bilo zmeraj dosegla. Kdaj ste šla prvič domov? Prvič sem šla domov 60 leta. Ja, na 60 v jesen je bilo. Moja sestra je delala na Soči v Idriji. Jaz sem bila precej močna takrat, potem sem pa precej shujšala. Ko pridem do Soče, prije jedan noter pa sestra, ona meni gleda, jaz njo. Ker ona je bila debela, prej je bilo ona suha, pa se, in je bilo, dokjer je bil ata živ, je bilo res lepo jeti domov, res, seveda, starši so starši. In je potem bil moj sin, je bil tam 4-krat, ki je bil otrok, jaz sem slovensko govoril, kjer ni šel ven, ker jaz nisem znala angleško, ne. Ker se je začel igrati z otroci, kjer tam ni bilo Slovencev, je pa samo angleško govoril, ki je bil star 9 let, je moj mož rekel, bo šla v Slovenijo s sinom. Pa sem rekel, kaj boš, ko ne zna slovensko, ne. So prišla v Idrijo, 3 dni je bil čist tiho. Pa se je pa igral z otrocem med moje sestre in hčerka, pa čez en teden je čist prava slovenščina, domača slovenščina. Ko je prišla nazaj domov, on ni mogel govoriti, da je to njegov sin, ker sem slovensko govoril. In še zdaj zmeram, če govorim z njim, on živi v Teksasu. Pa še zmeram prav, mama, govori slovensko, da ne bom pozabil. Torej, govoriš še slovensko? O ja, še. Jaz smo šla potem, ko smo imeli 50. obletnico, so šli vsi z mano domov v Slovenijo in smo bili tam 2 let nazaj za 60. obletnico. Tako da so bili vsi, in tada moja vnuka je stara za 31 let in ona je bila 2-krat v Sloveniji v šoli, enkrat je bila v Kopru, nekje, enkrat pa mislim, da je bila v Kranju.
In govori slovensko tudi. Ne dost, zato ker nima, ona po New Orleans, Aha. nima zveze, ne, da bi se. Ja. Ampak rada gre v Slovenijo. Ona gre, fanta ne toliko, fanta sta bolj. Ona gre pa rada v Slovenijo, še zmeraj drži stiki. Gospa, za konec, povejte nam samo, če želite, ste kdaj obžalovali, da ste prišli v Ameriko? Življenje v Ameriki je, kako, ne da bi obžalovala, ampak bilo pa ni težko, lahko zaradi jezika, zaradi vse novo, vse se prevaditi, ne, ampak kjer je prišel v Ameriki, takrat, kad sem jaz prišla, če si hotel delati, če si hotel iti v šolo, študirati, ni bilo nobenih mej, da ti ne moreš doseči, pa nekaj pridobiti, če si hotel delati. Delati si pa mogel. Ja. To pa drži. Ko sem šla v Slovenijo, ko me je kdo vprašal, kako je v Ameriki, jaz sem vsakem rekla, če nočeš delati, ne hoditi. Delati treba povsod. Delati. Hvala Bogu, otroci so danes vsi preskrbljeni, imajo vsak svoj dom. In še pojem, pa se videl v cerkvi zdaj. Še vedno? Ja, še vedno. Druge stvari sem pa opustila. Preveč staro 80.